Lepo pozdravljeni na prenosu veščin z Andražem Torjem. Živijo, Andraž? Pozdrav. Hvala, ker ste prišli, čeprav je vzunji povodan, pa kaj že deroča reka. Ja, ker katastrofalno izgleda, ampak kle imate ponovadi bolj deročo reko, ugibam. Ja, tako da odnesel nas ne bo. Okay. Zdaj pa, danes v bistvu se ne bova toliko pogovarjala o kreativnih industrijah, ampak mogoče o enih malo bolj specifičnih stvareh. Ampak jaz bi začela na začetku, no? čist na začetku, bova pol prišla do startupov pa do teh stvari. Jaz bi začela v bistvu na temu, kar je tebe v bistvu mogoče, kar je na tebe imel velik vpliv, mogoče. Okay. Mogoče s tem prvim vprašanjem. Jaz se te spomnim kot srednješolca z vseh teh hekerskih dogodkov, kjer si ti vedno pobiral nagrade na nekih demo kempih, ne vem, kaj so bili demo. Ja. Mislim, pa takrat si zmagal pol še na eni olimpijadi, pa si šel zaradi tega v Silicijevo dolino in a misliš, da je bilo to pomembno za tebe, tako za tvoj razvoj? Tako, kaj ti je to pomenilo? Ja, mislim, vsakega mladega človeka verjetno, da v tistih letih se nekako definira. Kaj ti pomeni? Par različnih, omenila si v resnici par zelo različnih stvari, pa lahko po kosih. Ne vem, koliko je to za ljudi zanimivo, ampak v srednji šoli, srednješolci imajo recimo programerska tekmovanja, ki so tako kot matematična tekmovanja ali pa tako kot fizikalna tekmovanja, samo da so za programiranje, kjer pač sem veliko časa preživel s tem in bil precej dober v tem. Zdaj, iz te zgodbe je ena izkušnja, ki je zanimiva, pa ki se mi zdi pomembna, kot kaj deluje, je to, da takrat je bilo podjetje Hermes Softlab, danes se to podjetje imenuje Comtrade, kjer je bil direktor in ustanovitelj Rudi Bric, mogoče se ga kdo še spomne, en tak starosta slovenske te računalniške podjetniške scene, ki je takrat srednješolce, se pravi, to so bili fantje, smo bili fantje stari 16 do 18 let, tiste, ki so, mislim, da 4 vsak let, ki so zmagali na tem tekmovanju, pač poslal za 2 meseca meni nič, tebi nič v Silicijevo dolino. Tisto, kar je verjetno precej čuden, danes se to verjetno ne bi moglo zgoditi, zato ker so vize bile resna stvar, pa to, da si pod 18, pa te kar ena firma pošle, pa ti pove, da moraš povedati, da si kot turist tam, čeprav boš šel delat kot internship, se pravi, kako se internship po slovenski, pripravništvo na nek način, v tako resno firmo, takrat zrihtali so pa pripravništva po podjetjih, ki so jih poznali. Ena, ki so bila recimo neke povezave z slovenskih korenin ustanovitelji. Hermes Softlab je zelo veliko delal takrat z HP-om, se pravi Hewlett Packard, in nas so poslali, 2 sva bila v Hewlett Packard Research Labs, to je pač en od top raziskovalnih laboratorijev tam, in so nam enega mentorja dodelili, ki itak ni imel dovolj časa, ampak smo tam na nekih projektih pol delali, čisto zaresnih, tako. Večinoma so bili drugi pripravniki, so bili študentje že precej dlje po izobrazbi. In tisto, kar je prva stvar tukaj, je to, da vidiš, da pač se lahko kosaš z vsemi. Sej, enkrat si tam, pa vidiš, da vse oni pa niso ne vem kva dosti boljši od čemerkoli. Tam je bilo ful Indicov, mislim, pri teh internshipih. In to je mogoče tak prvi moment. Se pravi, to, da imaš priložnost videti svet, danes je mogoče malo več teh programov izmenjav, bolj formaliziranih, od potem študenti Erasmus, mislim, da tudi srednješolci ima. Se mi zdi izjemno pomembna stvar po neki za formiranje osebnosti v končni fazi. Druga stvar je to, da je bil to čas, ki je bila leta 1999, to je bilo tik pred dotcom boomom, se pravi, to je bil prvi ta balon digitalni, kjer je Silicijeva dolina bila v centru vsega, kjer so te evaluacije, se pravi, koliko so denarja imele te firme, bile nore, kjer pač v kinu, v teh, zdaj danes pač so reklame, ne vem zakaj vse, ampak tam so bile reklame za software, za programsko opremo, Sun, pa tako so se rolali pač v kinu kot pred film.
precej nepredstavljivo, ampak tisto, kar je vsem pusti eno tisto, ker vidiš, kaj naredi v bistvu koncentracija ene same industrije ali pa zelo sorodnih industrij na enem mestu, kjer pač se vsi samo o tem pogovarjajo. To je bil en tak moment in to sem bil v bistvu zdaj za nazaj, ker gledam zelo hvaležen, da sem imel to priložnost. In tudi, če pogledam ostali, ki so šli čez ta program, se pravi, jaz sem bil samo ena generacija teh 4 Slovencev, ki smo šli, jih zdaj najdeš na zelo zanimivih pozicijah po doma in po svetu. Recimo še en tak, ki se je zelo takrat formiral, je recimo Jure Leskovec, slovenski profesor na Univerzi Stanford danes, kjer mislim, da mu je bil to prvi stik s Stanfordom in podobnem. In tiste, kar fascinira, tudi kampus tam je zelo fajn. Me je že takrat pri 17 zelo fasciniral. Sem malo fantaziral, da bi šel tja poskušati študirati, ampak pol nisem imel dovolj, ko bi rekel, vztrajnosti, pa da bi se tega resno lotil. To je en, se pravi, to je super. Drug, malo soroden aspekt, ampak v tistih časih sem se ukvarjal z eno povezavo med računalništvom pa umetnostjo. To mislim, da prek tega sva midva prišla v stik. Ker je bila ena subkultura, ki se je v resnici začela tam konec 80-ih v skandinavskih državah, kako iz v bistvu teh računalnikov, prvih domačih računalnikov, iztisniti v bistvu čim več v resnici okoli grafičnih algoritmov, 3D grafika se je recimo še preden je bila zares v igrah v tej subkulturi nekako prvič pojavila, kjer so neki hekerji, entuzijasti, srednješolci pa študentje več ali manj poskušali drugega nadmudriti v tem, kaj lahko iz tiste zelo počasne mašine računalniške se potegne. In to se je tam v Skandinaviji razvilo do takih zelo ogromnih razsežnosti. To so bili dogodki na tisoče v bistvu udeleženci, mislim, da je največji tudi po 10 000. Tle v Sloveniji smo pa tudi nekaj entuzijastov se najdeli in smo to poganjali, se pravi delali te programe, del tega je bila tudi glasba računalniška, prva taka popularizirana ustvarjanje glasbe na domačih računalnikih, večinoma elektronske. In tekmovali v tem in smo v bistvu naredili en svoj festival. Se pravi, rekli smo je Abort, začeli smo, mislim, da prvi je bil v K4 klubu, potem pa v galeriji Kapelca, na zadnjem je bil pa še kar velik, smo bili pa na gospodarskem razstavišču tam leta 2000. In tam se spet je neki, ne samo jaz, ampak kar velik teh v bistvu spet udejstvovali, ki jih danes spet bi lahko najdel na zanimivih pozicijah po računalniških podjetjih po Sloveniji, pa tudi mislim, da v kakšnih kreativnih industrijah. Kjer spet pač imeti možnost nekaj delati, imeti možnost se s kom primerjati, biti del nečesa, kar si mlad je zelo pomemben to belong something, če je to nekaj, kar recimo, da pusti neke koristne veščine, še toliko boljš. In tam pa poleg tega, da se je malo računalništvo, programiranje, malo to je, dajmo reči, ali je to umetnost, ali je to hobi umetnost, ali je to amaterska umetnost, I don't know, ampak mislim, tisti Skandinavci so tisti umetnost, mi smo bili mogoče na malo nižji ravni. To pa tam pride pa zraven ta v bistvu organizacija, ker začneš pa dogodke tudi organizirati, se pravi, bi rad, da to je in nobenega drugega ni, pač začneš samo organizirati in se naučiš v bistvu ogromen v bistvu stvari, kako ljudi potegneš skupaj, kako poskrbiš, da program teče in če to delaš spet v srednji šoli, je to ena zelo dobra popotnica za naslednje stvari, ki se jih lotevaš, ki že znaš delati z ljudmi, znaš organizacije postavljati in podobno. Zdaj pa tako, da se pa potem vse nekako preplete nazaj. Potem, ker sem bil na onih računalniških tekmovanjih, so mi spet kakšni že bolj upeti podjetniki, takrat se spomnim recimo Andreja Jusa, ki je prirejal sejem Infos, če je kdo bil v tistih časih, mi pomagal v bistvu, da sem prišel do sponzorjev za te dogodke. In spet ti to, da nekdo je pripravljen spet enega srednješolskega mulca vleči do drugih direktorjev, zato ker nekaj
prepoznal mogoče v tebi, kaj bo, pa se mu zdi, nekaj dela, dejte mu nekaj. Ne? Je spet ti pa tudi eno samo zavest gradi. Ne? Tako da to vse na koncu se skupi v kompleksno celoto. Ni tako, da bi rekel ena stvar, vsaj pri meni, da me definira ali pa kaj. Vidiš, polk analiziraš. Zelo težko je vleči direktne. Zaradi tega se je 10 let kasneje zgodilo to. Ampak vidiš pa, da je veliko nekih vplivov, kar se je zgodilo. No, tudi prek RTV-ja, ker spet neke druge veščine potegneš. No. Ampak vmes se je zgodila še ta kiberpipa mesesti, Ja. Ki je bila pa neka taka dosti pomembna organizacija, bi rekla, ne, v smislu promoviranja odprtokodne družbe. Tako, jaz se tebe spomnim, ti si rekel, korporacije so shit. Sam odprt. Sem hodil po protiglobalizacijskih protestih. Exactly, točno to. Ne? Tako da mislim, da ta odprtokodna miselnost je imela veliko vpliv na te, vsaj takrat, jaz se tega spomnim. Tako da ne vem, kako je bilo to s kiberpipo, pa ta preskok zdaj lahko malo, ne vem, je namen tega, da zdaj ful zgodovino moja osebno pa Ne, ampak se mi zdi, da to so neki taki elementi, ki te oblikujejo v tem smislu, da pač še vedno furaš community, še vedno se del verjetno tudi, ne vem, koliko si še del tega odprtokodnega communitya. Samo še vedno v društvu Linux, Lugos, se pravi, društvo uporabnikov Linuxa Slovenije, pa se še vedno ukvarjam. No, tako da to verjetno je pomembno. Ja, mogoče še en tak, tudi čas je pomemben, ne, za vsako tehnologijo, skupnosti. Zdaj moramo pogledati začetek 2000-ih, kje smo bili kaj. Takrat se je v bistvu že kazalo, da je ta digitalna scena pomembna, ful veliko zanimanja. Ogromno je v bistvu že enih društev, grupacij, recimo Ljudmila je na tem art pa tehnološkem pa aktivističnem področju že zelo zgodaj začela, ampak potem so se pa pridružili Lugos, pa Karpan iz galerije Kapelca je bil zelo aktiven v tem, pa se pravi, ta demo scena, te dogodki, ki smo. In takrat je v Ljubljani, začetek 2000-ih, v bistvu ful, pa tudi širše, da ne govorimo samo o Ljubljani, ful brbotale enih mini skupnosti, ki so nekako se silili. Hkrati pa internet še ni bil zares, ne vem, da bi vsak optiko doma, broadband, nekaj vsakdanjega. Še vedno ni bil hardware, ni bil toliko dostopen. In je bila neka težnja, da bi bilo ful fajn, če imamo tudi en fizičen prostor, kjer bi se dali dobivati, kjer bi spet se dali ta community delati, od odprte kode do tega arta, do političnega aktivizma in tako naprej. In je to brbotali, smo iskali v bistvu te skupnosti, nekako smo se dobili, potem mislim, da takrat je Gregor Fras je izmislil ime Kiberpipa, je bil on ali pa Karpan, nisem čez zihar, tam nekje je nastalo to. In potem smo začeli iskati prostor, kamor bi se dali. Ene par variant na Metelkovi preučili teden, ampak potem se je izkazalo, da je takrat šel, se pravi, študentska organizacija lih imela tisto klet, s katero so hoteli cybercafe narediti, ker cybercafe je bil takrat in vsi so hoteli imeti cybercafe. In v bistvu hkrati pa niso imeli vsebine. No? In pa se je to, mislim, da preko Karpana povezali in smo v bistvu odprli ta prostor brez kakšnih sredstev, res sam prostor smo dobili, stare računalnike smo navlekali, ampak bila je energija. Tisto, kar hočem podariti, je pomen časa. Ne? Recimo zdaj, danes, ne vem, če je še taka potreba po nekem skupnem prostoru. So parametri, kaj skupnosti pa posamezniki potrebujejo, mogoče drugačni. In ni vedno, da bi zdaj dajmo mapirati tisto vzorc, ki se je takrat dogajalo, bomo zdaj ponovili, pa bo vse great. Zdaj treba spet nek trip časa zaznati pa odreagirati na njega. No, ampak s temi istimi ljudmi zdaj nekako ustanavljate ta računalniški muzej. Veliko istih ljudi vpletenih v to. Ja, v bistvu ena od podsekcij Kiberpipe je bil ta računalniški muzej, ki ga v Sloveniji sicer ni bilo in je zelo dobro funkcioniral in je zaaktiviral veliko ljudi okoli sebe. In potem, ko je pač Kiberpipa se zaključila, zaprla, se je to deponiralo v en
skladišče. In se je iskalo, kje bi se pa dali zdaj te eksponate, ki so relativno zanimivi, sploh za lokalno okolje, se pravi, kaj se je v 80-ih letih dogajalo v slovenskem IT-ju, pa nazaj, pa naprej. Dati na plano in zdaj se je po veliko letih v skladišču res vzpostavlja tudi fizična prisotnost na Celovški 111, to je tam bliskina Šiška, ki bo zaživela enkrat poleti. Seveda, tako kot je pri vseh prostorih, vedno je bolj optimistično, koliko hitro bo stvar zrihtana, kot je v resnici, ampak zdaj mislim, da enkrat poleti bo to zaživelo. No, ampak potem smo se srečala midva tudi na televiziji. Ja. V oddaji Resničnost. Dobro, jaz takrat z oddajo nisem to imela nič, ampak ti si jo vodil. Je res, da si že takrat nekako sprogramiral to podobno orodje, ki se je potem razvilo v podjetje Zamanta? Ja, sicer zgodba je mičko bolj kompleksna. Vodil sem jo kasneje. Na začetku sem sam en kotiček, nekih 5 minut na oddajo. To sem že skozi, se pravi, to je prišlo iz teh demotov pa tega, v srednji šoli že. Potem na faksu se je pa lih Kiberpipa začenjala, pa je pa prišla priložnost v bistvu voditi celo oddajo. Spet, taka bolj, zato, ker očitno sem nekaj prav delu, je tako malo z neba padla, jaz imam drug posel, rabam naslednjega urednika, a bi ti to vodil, ne? Takrat je Zvezdan Martič šel na voditi multimedijski center RTV Slo, ne. Tudi sem rekel, en dan sem rekel, ajde, gremo probat, norih idej pač ne pride, norih priložnosti, zanimivih priložnosti ne pride zelo veliko in potem sem v bistvu 5 let, tako bil sem zelo vržen v vodo, brez da bi kaj vedel zares TV formatu in sem se mogel vse to priučiti, ampak 5 let sem potem dejansko pa vodil to oddajo, ampak po 5 letih pa tudi televizija postane malo rutina. No, in jaz sem takrat nekako v bistvu zaključoval študij in gledal, kaj naprej. Hkrati pa tisto, podjetniško je pa velikokrat, da ko si v velikih organizacijah, vidiš probleme, ki jih imajo velike organizacije, neke specifične okoli tistega, česar delaš, in večkrat razumeš, da zaradi narave organizacija sama ne more tega problema rešiti. Če pa, saj v tujini, je pa zelo pogosto, greš v bistvu ven, ustanoviš podjetje ali pa kot samostojni podjetnik začneš ta problem rešiti in dokažeš, da se ga da rešiti, pa organizacija velikokrat pripravljena v bistvu potem to rešitev kupiti ali jo pa nekako inkorporirati ali pa karkoli že. Ampak še prej je bilo to, v bistvu, da sem iskal zanimive stvari, ki bi bile tam okoli, bili so te podnapisi, ki smo jih, se pravi, oddajali smo besedila oddaje, se pravi, ko smo pripravili scenarij, tudi v nek oddelek znotraj RTV-ja, ki so delali podnapise. In bolj enkrat sem rekel, kaj se s temi podnapisi dogaja, očitno nekdo se ful s tem ukvarja, pa nič ali kaj. No, izkaže se, da grejo pač ti podnapisi ven čez teletekst za ljudi, ki imajo težave s sluhom. Potem pa res pač nek fajl nastane in ostane tam. No in tam se je izkazala zanimiva priložnost vzeti to. Tisto, kar je lastnost podnapisov, je to, da imaš tekst, za katerega imaš v bistvu časovne kode, kam točno spada vsaka beseda, ki je bila izrečena, ali pa vsak stavek bolj podrobno. In potem lahko zanimive stvari iz tega delaš. Se pravi, če imaš video, lahko zdaj izrežeš, ker imaš tekst časovno razdeljen, vidiš, kje so bili premori, brez da bi mogel kakšen umetno inteligenco imeti ali pa kaj takega, ne? In lahko na kose razdeliš zdaj tisto oddajo in avtomatsko narediš spletno stran za tisto oddajo. To je bil ta odprti kop, ki je iz tega nastal. In zanimiva izkušnja je bila ravno to, da jaz sem takrat pa je že Zvezdan Martič bil seveda direktor multimedijskega centra. Jaz sem malo to raziskoval čisto za lastno zabavo, pa sem pa naredil nek prototip in rekel, to bi bilo pa ful zanimiv, ko bi lahko za vsako televizijsko oddajo, ki ima podnapise, domače produkcije, torej naredili avtomatično spletno stran, ki bi jo Google najdel, kup nekih dobrih lastnosti iz tega prije. In še preden sem imel to v resnici narejen, ker sem imel sam recimo prototip ali pa idejo, sem šel in rekel, jaz bi to naredil, sam trajal bo nekaj časa, a bi Televizija Slovenija to kupila, če bi kot izdelek bil narejen. In takrat je Zvezdan rekel,
lej, jaz ne vem, a se to da narediti. Zgleda to, kar mi Andraž ti govori, še malo znanstvena fantastika. Ampak če se da, bomo pa to kupili. Ne? In res, potem sva v naslednji fazi sva se zmenila za kakšno ceno, ali pa tako, ampak res potem sem se zaprl za 3 mesece v klet, no, ne v klet, ampak v sobo, delal na tem in je prišlo v uporabo potem na televiziji Slovenija in naslednjih 5 let je bilo to, mislim, da kar v uporabi in zelo koristno za to, da se je povečeval rank v Googlu, ker je Google znal zdaj te oddaje videti, najdeti. To je bilo še pred umetno inteligenco, danes Google zna tudi video vzeti, pa ga iz njega avtomatsko razbrati, kaj je bilo rečeno, pa kaj je na slikah. Ne? To je bilo pa pred tem časom. In iz tega je pa potem nastal, super, nekdo je pripravljen za eno stvar, pa tista cena je bila res neomembe vredna, ampak dati spet neko čisto novo dimenzijo. Nekaj sem naredil, pa nekdo je pripravljen plačati za to. Nekaj je vreden. No in potem sva pa začela z Boštjanom pa delati, kaj pa če bi okoli te osnovne ideje naredila podjetje. Tako je nekako bil sosledje stvari. Ampak v bistvu, kaj čisto točno je bilo to prva stvar, ki ste jo počeli v Zamanti? Še vedno je bilo povezano z digitalnim oglaševanjem. Kako sta iz neke uredniške vsebine prišla v bistvu na oglase? Ja, ne? Prvo stvar, ki smo jo počeli, kako? Ja, zdaj pač se ukvarjate s tem, da ta software prepoznava neke ključne besede in te ključne besede lahko poveže z določenimi vsebinami. Ja, sam zgodba je še ima veliko poglavij vmes. V eni zelo strnjeni različici, mislim, da prva mogoče zanimiva za koga izkušnja je, da potem, se pravi, ker sva bila oba z Boštjanom novinarja, sva relativno dobro poznala slovenski medijski prostor in imela relativno dober dostop do njega, se pravi prek referenc in tako naprej. In to stvar, ki sva jo naredila za televizijo, sva bila prepričana, da bi bila zelo, zelo uporabna še za vse ostale časopise, televizijske hiše in tako naprej. In v 2 mesecih sva obletala sestanki z piči, z nekako prodajnimi sestanki, da bi ugotovila, bi kdo to rabil, vse slovenske medijske hiše in ugotovila, da ni nikogar, ki bi to kupil. Zdaj, to ne pomeni, nočem kazati s prstom v smislu, niso razumeli, kaj imava. Verjetno čisto enako je bilo to, da midva nisva niti približno bila prodajalca, da bi znala razložiti, kaj je vrednost tega za te hiše. Na drugi strani, tudi če zdaj mičkam tehnološko pa tako gledam, je bil dejansko ta produkt zelo futurističen, zelo naprej. Bi se ga dal že takrat pač še več tega narediti, ampak ni bil v resnici čas za ta produkt, ker trg še ni razumel, da bi ta produkt rabil, pa ne samo v Sloveniji, ampak širše. Tako da ni za kazati s prstom, niso razumeli, pa vedno gre za to, pomeni, da ni znal prodati v končni fazi, če stranka ni razumela, da bi vrednost imela od tega. Ne? No, ampak iz te izkušnje sva potem bila malo zafrustrirana in rekla, to ne bo šlo. Ampak še par stvari, o katerih nismo govorili, takrat so bili tudi startupi zelo popularni, pa to, Kristjan Pečanac je imel veliko predavanj, ena serija predavanj z znanimi podjetniki, ki smo jo imeli v Kiberpivi pa tako, ampak nisva se vdala, sva rekla, bomo pa nekaj drugače naredili. Ne? In sva šla in je Boštjan v bistvu začel raziskovati, da bi to mogoče tujim televizijskim hišam prodali in so se tudi pokazali neke možnosti. Hkrati pa so še druge, več stvari hkrati, sva se pa prijavila na nek pospeševalnik, inkubator v Londonu, ki se mu reče Seedcamp, kjer je bila, takrat smo tudi dobili prva sredstva od slovenskega podjetniškega sklada, treba omeniti 18,000 evrov, ki so bila koristna, da smo preživeli na začetku. In smo šli v bistvu v ta podjetniški inkubator in zakaj sem omenil, zato ker pač, ko so sredstva v Sloveniji, je bilo treba se prijaviti sploh za državno, je veliko birokracije, ne. Medtem, ko presenetilo nas je pa to, da je bilo tam, je bila pa 4-stranska prijava, tako prosti tekst in to je to, nič ni bilo treba napisati o formalnostih, kje podjetje je, koliko let je že obstaja, all that doesn't matter. In sva bila po neki, ne vem, kakšni logiki, izmed takrat 250 nekaj podjetij, izbrana v ožji izbor,
imela nek intervju prek telefona in potem bila povabljena v London za en teden med 20 podjetji in potem izmed teh prišla med 5 podjetij, ki so dobila po 50,000 evrov za 10% deleža. In tisto, kar je pa, zakaj o tem govorim, sva mogla pa idejo v bistvu prilagoditi. Ne? Iz tega, da bomo za medijske hiše delali, sva v bistvu isto tehnologijo rekla, bomo pa za blogerje delali. Blogerji so bili takrat velika stvar. Vsi so mislili, da bojo v bistvu blogi zamenjali časopise, klasične medije in podobno. In je bila to, ko bi rekel, ideja primerna času. In smo s to idejo prišli tja in potem bili povabljeni za 3 mesece v London. Tisto, kar spet ena zanimiva anekdota je to, da tukaj v Sloveniji pač vedno je formalnost, pogodbo itd. Ta deal 10% za 50,000 evrov podjetja. Ne. Tam je bilo tako, dejansko, dajte nam sam račun, bomo poslali, bomo pol pogodbo. Who cares? Ne? In dejansko smo pogodbo podpisovali o tem 3 mesece po tem, ko smo mi že denar porabili. Spet eno drugo poslovno okolje, zdaj ne za vsako specifiko, ampak tam konkretno. Ne? In s tem smo šli pa v bloganje, iz bloganja v bistvu pa smo naredili orodje, ki pomaga pri pisanju vsebin, tam smo se pa začeli dotikati zdaj oglaševanja. V tistem prvem trenutku tega, da se da oglaševati piscem, ne? Se pravi, če imaš veliko 100,000 blogerjev, če lahko blogerju, ki piše o recimo Bledu, oglašuješ nek, ne vem, članek, ki je tudi pisal o Bledu, pa si ti turistična agencija, pa bo ta članek rekel, klepa več preberite o tem, kako fajn je na Bledu, ne? Lahko tak oglaševalec v bistvu doseže preko teh blogerjev več ljudi. In to je bilo zanimiv, ta blogging je rastel po nekem čudnem naključju, kljub temu, da nismo osnov produktnega razvoja vedeli, res smo bili alfabeti, je produkt nekako uspel. Ampak izkazalo se je, da po parih letih, da pa ta bloganje pa ne raste. Da v bistvu to, da bo zamenil klasične medije, ta teza, da ne drži, da je v bistvu zelo omejen, koliko je teh blogerjev, pa koliko se da torej zaslužka iz tega narediti. In potem smo skupaj z investitorji pač mogli se odločiti, ali podjetje zmanjšamo na neko raven, kjer bi bilo to en tak, kot se reče, lifestyle business, ali pa, kot se reče, da še enkrat vržeš kocko. To pomeni, da ti investitorji dajo še malo več denarja in poskušaš narediti nekaj še bolj tveganga. In kaj, takrat sta potem dobila tega investitorja? Ta investitor je že od začetka, Freda Wilsona. Že malo prej pri bloganju, ker je bil bil zelo v tem, ampak potem nam je pa sledil naprej. Ne? Je rekel, fantje, ok, delate v redu, to sicer ni uspelo tako, kot bi si želeli, ne? Sicer je prinašal kar luštne prihodke, ampak ne za podjetje na skali, ki bi si ga investitor želel. Na kakšen način ti v bistvu gledaš na te investitorje? Zadnjič smo se pogovarjali o tem, da pač v kreativnem biznisu določeni, kreativci imajo še kar probleme s tem, da bi dali recimo 10% ali pa še več procentov svojega podjetja enemu investitorju. Kako ti gledaš na te investitorje, ki so pač na začetku hoteli, ok, 10% ali pa še več procentov? Kako si ti na to gledal? Ja, tako, se pravi, ko si enkrat, treba je malo gledati, to so te digitalni biznisi, high growth biznisi, kjer je tak assumption, da v vsaki rundi boš dal od 10 do 30% podjetja in rabo boš nekaj rund, da podjetje pripelješ do profitabilnosti. Se pravi, na koncu v bistvu, če greš v to zgodbo, greš z konceptom, da boš ti na koncu manjšinski lastnik nečesa, ki je zelo, zelo veliko vreden. To je cela igra. Če nisi pripravljen iti v to, pol ne iti, ko prvega investitorja dobiš noter, govorimo o teh venture capital, se pravi tveganega kapitala, je to igra, je to game. Kako povečati čim več vrednost tega podjetja in ker podjetje bo rabilo za to povečevanje vrednosti seveda še dotok dodatnega kapitala skozi nekaj let, 5 let plus, in moraš biti sprijazen, da v bistvu na koncu boš ti to podjetje prodal. To je to. To ni več lifestyle business. Je pa za mladega človeka to zelo zanimiva pot, ker imaš priložnost, da v bistvu se dotakneš veliko več ljudi. Ne vem, takrat smo
se dotaknili enih 100 000 blogerjev, recimo nas je aktivno uporabljali po vsem svetu. Zdaj pa se ukvarjamo z oglaševanjem, pa spet smo v takem large scale biznisu, kjer vidimo recimo 400 000, naš sistem danes, ne, se 400 000krat na sekundo odloči, a bo porabil 0,0001 cent v imenu nekega oglaševalca za prikaz nekega oglasa. Spet globalno delati v računalništvu sisteme, ki se morajo 400 000krat na sekundo odločati o nekih transakcijah, je tako zanimiv. In tega pač ne moreš delati, če pač nočeš zrast, pa če nočeš nekako, je skoraj nujno, da prepustiš neki kontrole. Ampak na nek način potem investitor ti odpira vrata in ti pomaga v bistvu razmišljati o tem. Ja, v idealnih pogojih. Skratka, investitor tiska, vsi investitorji se prodajajo, da to pomagali ti bojo dobiti ljudi, da bojo za specifične funkcije v podjetju, pomagali ti bodo dobiti kupce itd. Na koncu, kot na podjetniku, je 90-95% na tebi. Seveda investitor ti kdaj odpre vrata, seveda ti kdaj predstavi koga zanimivega, seveda ti zelo velikrat, tukaj mogoče še največ pač odpira pogled, ampak ves del je pa na tebi, v resnici je pač investitor ti omogočil finančno, da lahko zdaj to delaš. Tudi zanimivo je pač investitorju ponovati, zelo se hočejo prepričati, da si ti kot podjetnik dovolj dobro plačan, da delaš to in samo to in da nimaš drugih problemov v življenju, zato ker hočejo, da se posvetiš samo temu, ker ko boš ti dvignil vrednost, si ti dvignil vrednost njegovemu kapitalu. In vse, kar je motnja, distraction, si želi investitor, da se odstrani iz tvojega življenja. Ne? Tako to gre, ne? Zdaj. Ampak dobro, večina startupov propade, vidva z Boštjanom pa za Manto sta ostala. Zakaj? Zato, ker sta se bila pripravljena prilagajati ali čemu pač to pripisuješ? Ali sam sreča? Mislim, če gledaš tisk pa zgodbe o uspehu, pa to je ponovadi sreča dejavnik, ki je bistveno podcenjen. To je prva stvar. Skratka, element sreče tukaj obstaja. Potem imaš element pogojev, da lahko, ne, v končni fazi to, da se lahko posvetiš, midva sva se takrat 100% tako od začetka temu posvetila, pomeni, da imaš ali kaj zaloge, ali da živiš doma, ali da imaš zelo nizke stroške. V teh začetnih fazah to je v resnici luksus. Ne? Se pravi, ni tako, da lahko vsak mu reče, zakaj pa ne delaš 100% na svojem podjetju? Ja, od nečesa moram živeti. Ne? Ni vedno tako, ne. To na koncu ne je pa tako, kar se reče, seveda je ogromno sreče, je pa res, da je sreča na strani pripravljenih in drznih. Ne? Zdaj, koliko je bilo pri vsaki zgodbi tega, to pa ben ne ve, ker nimamo pač AB testov, da bi videli, kaj se je zgodilo v nekem vzporednem vesolju. Ne? Tako da ja, seveda, ali pa kakor se reče, sreči moraš pomagati, ne, da pride. In veliko podjetniškega dela je v bistvu pomagati sreči, da pride, na koncu pa se ugotovi, da je sreča, ne, da si na koncu na konferenci srečal to pravega investitorja. Seveda si pripravljen, pa vidiš, koga vse želiš, ne, ampak ogromen je neke sreče, ki pa moraš dati čim večkrat moraš kocko vršiti, moraš dati priložnost, da pride. Ne. Ampak na nek način, tako, če danes pogledaš pač na razvoj vajnega podjetja, a se ti zdi, da, mislim, če greva malo nazaj na ta oglaševanje, ne, pa na to, da je v bistvu, da sta se bila vidva, da sta znala prepoznati tudi to oglaševanje na internetu na nek tak način, da je to pač, ne vem, oglaševanje povezano z vsebino, oziroma bolj simpel. Kje misliš, da sploh je ta prihodnost v digitalnem oglaševanju? Pač, net je, ja, rato enormen, vsebine ti kar popajo, vse je avtomatično, ampak po drugi strani uporabnik vidi to kot eno veliko nadlogo, ne? Ja. Najprej o tem videnju prihodnosti z neke točke, ne? Kot zanimivost, anekdota. Skratka, Zamanto je pred 2 leti kupilo eno podjetje Outbrain, ki ima nek specifičen poslovni model v tem oglaševanju.
Ampak tisto, kar je zanimivo, je to, da zelo na začetku Zemante sva z Boštjanom v bistvu ta model pogledala in si rekla, da ne bo deloval. In nisva videla tega, da v bistvu je priložnost v tem specifičnem modelu, ki ga ima zdaj naša matično podjetje. Tako da predvidevati, kaj se bo zgodilo v industriji, je zelo nehvaležno. Ne? Če bi takrat mogoče drugače zastavila, bi bila midva tista, ki bi kupila Outbrain. Ne? Who knows? Tako da to, zdaj pa nazaj oglaševanje bolj nasplošno. Oglaševanje se verjetno za uporabnika na internetu po mojem ne bo bistveno spremenilo. Tisto, kar se bo spremenilo, je, kakšne pravice imajo v bistvu oglaševalska podjetja, tehnološka podjetja, ki podpirajo oglaševanje, uporabljati podatke za to targetiranje, se pravi za natančno usmerjanje oglaševanja. Ampak za uporabnika bo pa zelo sorodno na koncu. Pač oglas je oglas, premaknil se je iz časopisa v internet. Mogoče največja stvar, ki se je zgodila, je to, da je en kos marketinga šel v to, da se marketira skozi informiranje kupca, ne, to je to content marketing pa tako naprej. Drugače pa oglaševanje, govorjenje zgodb, kako povedati zgodbo na čim bolj privlačen način. In to se, zdaj jaz govorimo o plakatih izpred 100 let ali pa danes se to v resnici bistvo ni spremenilo. Tisto, kar je včasih, ko smo zelo prepričani, da pa se, kdo to bere, izkaže se, da to deluje, a hočemo ali pa ne. To je en del. Tisto, kar je mogoče trend, pač je to, da časopisi pa to bodo mogli svoje prihodke dopolnjevati z naročninami tudi na digitalnem svetu, se pravi, kar lahko pričakujemo je, po moje, da bo za več stvari potrebno plačevati, pa bodo še vedno zraven reklame. Neki storitev, tipa Netflix pa podobno, pa temelji ravno na tem, da poskušajo nek nov model ustvarjanja vsebin, ki ne bi temeljil na prihodkih iz oglaševanja. Ampak hkrati imaš pa na drugi strani Hulu, ki je pa kombinacija tega. In mislim, da bojo vsi modeli nekako tako ostali. Vidiš, da se v teh consumer technologijih sicer malo nagne tehtnica enkrat na eno stran, enkrat na drugo, ampak vse nekako koegzistira. No, ker tisti, ki se ukvarjajo s tem hard, tradicionalnim oglaševanjem v prostoru, pravijo, da je edini prostor tisti, ki ga ne moreš izklopiti. Ja, fizičen prostor, mislim. Ja, se mislim, da to so že izjave tam od druge svetovne vojne naprej, ne? O plakatih. Ne? In zdaj, to je tehnično res, ampak tehnično je pa danes tudi, da mladini bo zelo, da ne rečem deprimirana, če ji vzameš socialna orodja, ki so digitalna. Je ta digitalni svet vendarle se zažrl v tkivo družbeno tok, da če rečeš nekomu, da ga ne sme imeti, ne, si mu s tem vzel en del, kako bi rekel, eksistence, ki je samoumevna, ne, zato je tista tako zelo absurdna teza, ne, sej ti begunci sej imajo telefone, pa torej niso revni, pa tako naprej. Nasprotno, pač telefon danes je za eksistenco v tem svetu nekaj tako pomembnega, kot fizično, ne tako, ampak bliz temu fizičnemu prostoru. In se mi zdi, da to se bo kvečemu povečevalo. Zdaj, a bo virtual reality, augmented reality, a bo te tehnologije uspele, pa v kje bojo uspele, to je drugo vprašanje, ampak to, da bo digitalno kot del našega življenja tudi v prihodnosti bil, to pa po moje, da se ne bo več nazaj, ne bomo šli. No. Tudi, kar se tiče startupov, če greva še enkrat nazaj, recimo nekateri so precej kritični do tega startup sveta, ravno zaradi tega, ker toliko veliko teh podjetij propade. Kakšno je tvoje pač mišljenje o tem? Mislim, tudi cel ta startup svet zelo na digitalnem bazira. Ja. Zdaj šele v zadnjem času ga pač poskuša se spet nazaj spraviti na neke pač bolj materialne stvari.
Po drugi strani pa so nekateri, recimo Aleš Špetič, zelo kritični do tega poslovnega okolja v Sloveniji, a ne, če greva čisto zelo specifično, a ne. Češ, da je tako zbirokratiziran, tako kot si že sam opazil, a ne, da on je rekel enkrat, da na leto slovenski podjetniki pridobijo 100 milijonov evrov tujih investicij, ampak da se jih le okoli 5% potem dejansko zgodi v Sloveniji. To pomeni, da večina teh podjetij gre v tujino. Tudi vi ste šli v tujino, ne? Ja. Zdaj, kako ti gledaš na te stvari? Na start-upe, na zaganjanje, konstantno zaganjanje teh podjetij, nasiljenje teh investicij? Koliko časa imamo? Ok, lej, na hit poskus. Odprla si pa še 10 čist različnih vprašanj. Ne vem, kje bi v resnici začel. Če se skoncentrira... Kakšno je sploh... Dajmo najprej na začetku. Rekla si, da nekateri so zelo kritični do teh startupov. Kaj si s tem mislila? Je pač, da se daje precej denarja, ne, podjetniški sklad ima ves čas neke te nepovratne sredstva za start-upe, ki pa potem, ko porabijo ta denar, praktično ugasnejo. Zdaj, a je to zate, ne vem, neka normalna ali pa racionalni način, ne vem, subvencioniranja vedno novih podjetij, nekateri so se tudi specializirali že za, ne vem, delanje start-upov, ki pač po enemu ali pa po 2 letih ugasnejo. Ravno zato, da pač ko pokurijo ta denar, naredijo pa spet novega. Dajmo se pol sad tega vprašanja. Najprej pa gremo pol na podjetniško klimo pa tako naprej. Zemanta je tudi dobila denar slovenskega podjetniškega sklada, pa mogoče spet nima bolj alternativnih vesolij. Brez tistega ne bi uspela priti do točke, kjer smo na koncu zdaj. To je tak anekdotičen primer. Anekdota še ni statistika. Ne? Mislim, da bi še kar nekaj takih primerov najdel. Se pravi, na eni strani. Na drugi strani najdemo veliko primerov, kjer ni bilo nobenega v bistvu vložka države. In na tretji strani najdemo veliko primerov, kjer je bil vložek države, pa se ni išel. Jaz poznam še nekaj več, poleg Zemante primerov, kjer se je vložek izšel. In moramo pa zdaj malo stvari pogledati. Prvo, kapitalski trgi v Sloveniji pa v Evropi nasploh ne delujejo do take mere, kot v ZDA. In v Evropi imamo pač sistem gospodarski, ki bi mu lahko rekli high tax, high subsidies. Se pravi, v resnici v dajatvah, v najširšem pomenu besede, smo relativno visoko obdavčeni, obremenjeni, pa govorimo lahko o plačah, o čemarkoli. Ampak hkrati pa država nek denar pač potem tala različnim skupinam glede na neke kriterije. Zdaj govorimo o kulturi, ali govorimo o startupih, ali govorimo o čem tretjem, ampak imamo ta ekonomski sistem, kjer pač en del se obrača skozi državo. Zdaj, lahko, da si želimo drugega, da ne, niti ni važno, ampak ne zdi se mi, da so startupi kaj posebenega v tem. Zdi se mi, da imamo kup nekih subvencij za vse živo in pač živimo v takem sistemu, da če ne bi imel tega za startupe, bi človek rekel, zakaj pa ravno za tist pa ne, če imamo za vse ostalo. Ne? Tako da to je pa drug tak. Tretje, država kot investitor je skoraj po definiciji dela slabši posel, kakor zasebni investitor. In v idealnem svetu države ne bi rabili v podjetniškem ekosistemu sploh kot investitorja, bi bilo super, ali pa za pospeševanje, ali pa česarkoli. Ampak realnost je, da je pa boljš kot nič. Zdaj, če pa to rabimo, je pa vprašanje, kako to narediti, če imamo čim boljš. In v resnici specifično slovenski podjetniški sklad po tistem, kar sem jaz videl od raznih državnih razpisov, tudi pri kulturi pa tako naprej, je šel relativno daleč v tem, da je poskušal dejansko te mehanizme izboljšati. Predvsem skozi to, da birokracija, država, Evropska unija, nekaj jo je vsiljeno. Ampak vprašanje pa, kaj pa narediš zraven? Kako najdeš tiste, ki so se specializirali, da se tam prijavljajo na razpise? Ne? In recimo tam, pri teh začetnih 5.2 za spodbujanje inovativnega podjetništva, pa potem SK75, ko gre za 75.000 evrov konvertibilnega posojila, so v bistvu recimo izvedeli en mehanizem, kjer so en del točk prispevajo komisije, ki so izbrane izmed podjetnikov samih.
Ja, in sem noter potem glede na razne kriterije vključijo znane slovenske podjetnike, dele podjetniškega ekosistema, se pravi svetovalce, kaj tazga, bivše prejemnike sredstev tudi tega. Tak zelo širok nabor, ne? Bil sem 2 meseca nazaj, bil eden od teh ocenjevalnih komisij, 150 prijavljenih projektov, v vsaki komisiji tam okoli 10, zelo različen nabor ljudi, ki so poskušali ugotoviti, a je kakšna šansa, da bo ta ekipa, ta produkt, to tehnologijo nekako pripeljala na trg pa ratala uspešna. Zdaj, noben nima kristalne krogle, je pa to 1000-krat boljš, kakor imeti vse checkboxe narejene, ali pa imeti neko komisijo, ki sam napišeš nekaj, ne, ki črke prenese vse, ki te sploh nikoli v živo ne vidi, kdo si, da se lahko predstaviš, ne, to so tudi te predstavitve. Se mi zdi, da v gromem bi se še dal narediti, ampak ne bi pa zelo kritičen bil do tega, kar so, mislim, da zelo dobrimi nameni poskušali narediti te organizacije, konkretno govorimo o Slovenskem podjetniškem skladu. In ja, v idealnem svetu jih ne bi bilo, ampak v svetu, kjer jih pa rabimo, je pa dobro, da čim bolj delajo. No. Pa to velja za vse sorodne institucije, ki podeljujejo denar. Dobro, če si pač v tej komisiji, enkrat si rekel, da v glavnem gledaš na to, mislim, da, da gledaš na to kot investitor in rekel si, da tebe poleg ideje prepriča predvsem ekipa. Zdaj, kaj sploh investitor gleda, ko posluša en startup? Kaj je tisto, kar tebe prepriča? Pa kako sploh to prepoznaš, to zmagovalno ekipo? Prvo, v resnici zelo malo veš o samem poslu, ki ga imajo in poskušaš to ugotoviti. Mogoče, da začneva pri ekipi pa idej. Bistvo tega je, da skratka, dobra ekipa sa slabo idejo lahko popravi idejo. Ne? Slaba ekipa pa tudi super ideje ne bo mogla izvesti. Zato je ekipa tista prva stvar. Zdaj, tukaj iščeš neko prilagodljivost, vztrajnost, kakšen dokaz, da ta človek zna stvari pripeljati do konca iz preteklih izkušenj, ki mogoče niso podjetniške, ampak ima nek dokaz, da nekaj zna narediti. Vse to je pač potem pomembno. Seveda poskušaš na drugi strani pa ugotoviti ta posel, ki je predlagan, ne, ima kakšen smisel, a se bo ga dal, recimo, pri teh inovativnih stvarih pač tudi sam namen je, ne, že dobiš navodila, kako ocenjevati, da moraš iskati pač neke inovativne stvari, ki imajo potencial, da se razvijajo. Ampak v resnici pojma nimaš. Mislim, v resnici kakšna stvar, kdaj, ko jo vidiš, pa rečeš, pa dej, a to bo delala, kaj, ne? Dajmo se postaviti, ne vem, 7 let nazaj, pa vam en pokaže unga govorečega mačka, ne? Ne vem, koliko ljudi bi dvignilo roko, stari, to bo to bo $1 milijardo vredna firma, ne vem, ne prav veliko. Skratka, v resnici seveda tisto, ki je ponovadi relativno enostavno je res neumne stvari ali pa res stvari, ki ne fitajo, ki veš, ki imaš neke izkušnje, da sama ideja zadnji ne mora delovati zaradi nečega. Ampak vse stvari, ki pa vsaj mičken bi lahko delovale, pa jih ločiti tiste, ki imajo šanso, da malo delujejo, pa une, ki bojo res noro delovale, pa noben, ne. Ti investitorji velikrat, te bolj znani, včasih vodijo svoj antiportfolij. To so podjetja, ki so jih evaluirali, da bi jim dali investicijo, pa so na koncu rekli, to pa mogoče naušlo, dajmo rajš ne. In potem gledajo, koliko podjetij iz tistega antiportfolija je v bistvu zelo uspešnih. Ne. In koliko teh podjetij v tvojem antiportfoliju je zelo uspešnih? Ne vem, jaz lahko rečem, da jaz nikoli ne bi prepoznal tega mačka. Ne, pač ne bi. Pa še marsikaj drugega. Seveda, ene stvari nekako verjameš, druge ne in veliko tega pač spet, ko se išče investitorja, pa to je to nek tak flirting, dating, ne, cel ta proces greš čez, kjer resnici na ljubo na koncu pol cele zadeve je kemija,
Ne, res je tudi, da pač, ko z investitorjem enkrat investira, pač boš ti zdaj delal na dolgi rok. To je tako na pol poroka, 5-10 let boš. Mi smo bili z našimi investitorji efektivno 10 let v podjetju. Smo se dobivali na mesečni ali pa tromesečni ravni, diskutirali. Moraš imeti vsaj malo kemije, da stvari ne eksplodirajo, sploh zato, ker veš, da ne bojo šle vedno dobro. Ne. In ta kemija recimo tudi ni nepomembna. Skratka, težko je, noben nima kristalne krogle. Če imaš kristalno kroglo, bi šel na borzo, ne? Ampak pa tista podjetja, ki jih recimo prepoznaš ali pa prepoznate, ne, kaj jih potem peleš v Silicon Gardens. To je pa sklad, majhen sklad od podjetnikov za podjetnikov, ki smo ga naredili 5 let nazaj, pa smo investirali 10 podjetij, tam med 20 pa 50 tisoč evrov. In ja, tam zdaj 5 ali 6 podjetij od tistega še živi, 4 so propadla. In če bi me vprašal ob začetnih investicijah, na koga bi stavil izmed teh že izbranih, bi verjetno spet na napačne. Ne? Tako da na koncu, recimo, tisto, ki je zelo frustrirajoče za podjetnika, je, da za profesionalnega investitorja, tveganega kapitala, pa nekaj, je temu se reče portfolio play. Se pravi, on ima 20 podjetij, kjer je njegova računica, da vsaj 1-2 naredita res velik uspeh in pokrijeta večino v bistvu vložkov, ki jih je dal tudi vsa ostala, da bo ene 5 od 20, mogoče 10 nekako preživeli, pa da bo ene 10 pač jih povsem umrl, polovica zagotovo. Ne? In se pravi, investitor gleda tako, mi poskušamo maksimizirati uspeh, čeprav povečujemo rizik. Ne? In te v bistvu usmerja k riskantnim zadevam, ki pa imajo lahko potencialen velik uspeh. Ti kot podjetnik imaš pa samo lastništvo v enem podjetju in pač bo lahko šlo tista vrednost na nulo ali pa na milijardo per outfitu. Ne? In si v veliko bolj situaciji, kjer si odvisen res od uspeha specifičnega podjetja. In tukaj je ne konflikt, ampak nista poravnana v bistvu interes vlagatelja, pa, ko govorimo o startupih specifično, pa interes podjetnika. Ne. Zato pri takih kakšnih srednje uspešnih podjetjih velikokrat se potem investitor odloči, da ko bo neka finančna runda, da v bistvu lahko ustanovitelj že vzame ven nekaj denarja, še preden je podjetje na koncu prodano, zato da je malo bolj miren, da lahko zdaj gre pa tvega. Ne. Tukaj pa veliko psihologije pa podobnega, ampak dobri investitorji recimo zelo pazijo na to, koliko so motivirani na en stran podjetnik in zaposleni v podjetjih, v katere investirajo in kaj jih motivira. In če se zdi, ne vem, da se pravi ustanovitelj zaradi tega, ker je podjetje šlo čez toliko faz, že nima več dovolj deleža, recimo, ne, bo investitor sam začel razmišljati, kako bo več deleža namenil recimo ustanovitelju, zato da bo ta bolj motiviran, da res pripelje stvar čez ciljno črto. Ker če ne bo on, ne bo pa men. No, prejšnji teden sva se srečala na podiumu, ki je pač eden največjih dogodkov za startup skupnost v regiji, verjetno. Zdaj, mi kot center smo tja peljali s seboj, mislim, da 7 podjetij z področja kreativnih, ali celo 9 z področja kreativnih industrij. In tudi nekako smo ta podium malo poskušali izrabiti bolj za kreativne industrije. Zdaj, ko smo pa dali ven poziv, smo pa doživeli ta hladen tuš, o katerem sem ti govorila, ker ti nobeden se ni javil, da bi šel z nami na podium. Praktično smo jih mogli malo prisiliti, ali pa jih malo na silo zvleči z nami. In zdaj, zakaj ti misliš, da je pomembno hoditi na take dogodke, pa kaj bi ti svetoval kreativnim startupom? Jaz sem zelo vesela, pač, da je eden od teh 7 prišel med 5 kreativnih startupov v ta finalni izbor in da tudi praktično zmagovalec je iz kreativnega sektorja, bi človek lahko temu rekel, mali junaki so iz kreativnega sektorja. Mogoče se je tudi ta trend obrnil iz digital v neke malo bolj kreativne, ne vem, produkte in jaz tudi mislim, da nekako v Sloveniji, da je v porastu ta kreativni sektor, da se tudi vidi v teh podjetjih, ki tudi hodijo pač na take dogodke.
Zakaj bi ti svetoval kreativnim startupom, zakaj ne hodijo na podium, zakaj je pomembno sodelovati na takšnih dogodkih in se v bistvu mogoče piliti skozi sodelovanje? Ja, jaz mislim, da zelo dobro je iti parkrat na vse te dogodke. Imaš pa tudi drugi ekstrem, ne? Kjer pač podjetniki zamenjajo v bistvu to, hojo na dogodke, pa mingling, pa govorjenje o svojem podjetju za razvoj svojega podjetja. Ne? Tako da imaš oba ekstrema. Ampak če greva k tem naslavljanju v bistvu tega ekstrema, zakaj sploh ne? Zato, ker ti odpre mogoče malo obzorje. Ne? Recimo tista predavanja, večina je bila tujih predavateljev iz zanimivih, uspešnih ali podjetij, ali skladov, ali pa samih produktarjev. Ti odpre obzorje, kaj so sploh današnje, kaj so sploh pristopi pri razvoju produkta, kako naslavljaš v marketingu kupce, kako dobivaš feedback, kako pa recimo mi, ko smo začeli, takrat ni bilo koncepta MVP-ja, se pravi minimum viable product, da moraš produkt v bistvu narediti kaj minimalno, kar lahko nekomu ponudiš in mu ponudiš in vidiš, a bo uporabljal pa bo plačal to. Ne? In pa smo to prek knjig brali potem par let prepozen. Zdaj imaš pač res ogromen teh produkcije vsebin, konference na nek način so vsebine in je dobro se malo inspirirati. To mislim, da iti vsak tok časa malo ven iz svojega kroga, se malo inspirirati, da vidiš, kaj drugi delajo, da kontekstualiziraš tudi, kaj sam delaš, je super. Druga stvar je, zato, ker mogoče spoznaš koga, v smislu koga za poslovno sodelovanje, investitorja, kupca, pač tam so ponovadi ljudje, ki, ne vsi pa tako, ampak high energy, ljudje, ki kar iščejo priložnosti. Tomaš, ja, lej, jaz tečem o tem, v resnici me ne zanima, ampak imam pa prijatelja zelo dobrega, ki pa se s tem ukvarja, pa to dela v Avstriji. Lej, tle imaš kontakt. Ne? Ta serendipity spet, to je tisto kupovanje srečke, pomaganje sreči, da pride. Ne? In mislim, da je en kos svoje energije v to namenjati je koristno za večino. Zdaj, kot sem rekel, nekateri v tem pretiravajo, ampak kot baseline se nekako socializirati, ugotoviti, kakšen je utrip, kakšna je temperatura v teh podjetniških vodah, pa ni slabo. Ne? Tudi slišiš, tam se da na tem razpisu, pa na onem razpisu se da dobiti denar za razvoj produkta ali pa za marketing produkta. Ne? Pač informacije moraš od nekje dobiti, pač, če si doma v kleti, zaprt, ne, in delaš najboljši produkt na svetu in potem prideš ven in ugotoviš, da ben tega ne rab, to ni mogoče najboljša ideja. Ne? Zdaj imaš možnost, da si lone genius, one of a million, ki bo res pač izumil tisto, kar ljudje rabijo. Drugače se pa ponovadi dobro pogovarjati s tem, kaj bi ljudje rabili. In recimo, eno stvar, ko včasih se zgodi, kaj pa če mi kdo idejo ukrade. Ne? To se načeloma ne dogaja, ker so vsi na teh konferencah preveč zaposleni s tem, da bi svojo idejo naredili. Kaj šele, da bi imeli čas pa energijo, da bi se ukvarjali z idejo nekoga drugega. Ne? Zdaj, so tudi mikro-kontra primeri, ampak ponovadi je veliko večja vrednost v tem, da se ideje deli, pa dobi feedback, da ti jih nekdo spluva po domače, pa se potem prilagodi. Včasih je prilagodiš idejo, včasih pa sam predstavitev ideje. Ne? Že vidiš, da pač uporabljaš napačen jezik za to, kar ponujaš, prodajaš. Ne vem, danes tudi na teh mentorskih sešnih se tudi ene dvakrat izkazali, ko nekdo za eno predstavitev, lej, razumem, kaj imaš, ampak v industriji se temu reče tako in ko se pogovarja z ljudmi, ne reči, da si X, ker je to napačna primerjava. Ne? Tudi jezik moraš v resnici svoj prilagoditi pač okolju, v katerem si, zato da si razumljen. Tako da ja, mislim, da je treba iti, pa tudi v tujino je kaj treba iti na sorodne dogodke. Zdaj imamo podjetniške, imamo bolj prodajne konference, ampak nekaj je treba brcati. Ne? Sej v resnici časih je skoraj vse en kam, samo da se brca. Ne?
Jaz vabim še publiko, tako da če ima kdo kakšno vprašanje, ste vabljeni, pač, da dvignete rokco, pa jaz pretečem z mikrofonom. Sicer pa, da povej mi še o tem, kaj ti misliš o temu mentoriranju. Kdo je tebe mentoriral? Dobro vprašanje. Jaz nikoli nisem imel direktno mentorja, mal sem mogoče poseben v tem. Recimo Boštjan, moj soustanovitelj, je veliko boljši v tem, da si zna najti za specifična področja v bistvu mentorstva. Spet, character. Jaz sem mogoče večkrat knjige bral, konference, v teh pogovorih, je pa veliko vplival, no, to je pa mogoče malo druga kategorija. No. Ampak ti mentoriraš podjetja? Ja, ne vem, temu rečemo mentoriranje, ampak pač vedno si vzamem čas za kavo. Ne. To recimo zelo, spet, a je to slovenska specifika ali ne, pač ljudje niti ne potrkajo na vrata. Ne. Tako, res, kaj imaš zgubiti, da pošlješ, imam neko idejo, a imaš čas za kavo? Vedno lahko reče ne na drugi strani. Lahko pa reče, ja, pa dobiš nek čas nekoga, pa ne govorim samo o sebi, ki je mogoče že kaj videl, ki mogoče kaj zna. In mogoče se kaj več razvije iz tega poslovno sodelovanje, ne vem kaj. Pa potem follow-up, se pravi, ko z nekomu spostaviš stik, pač ne zginiti. Čez mesec, 3 mesece povej, kaj si naredil, ker če nekdo si vzel čas za kavo, ne, pa je izrazil to, da mu je bilo zanimivo tisto, kar delaš, ne, pa je skoraj fair do tebe, da mu čez 3 mesece poveš približno, kje si, pa kaj novega, pa spet je tudi koristno lahko za tebe. Ne. Mu bom povedala. Ja, daj. Tako da to, kaj še mentoriranje, velikrat pa, ko pride nekdo z vprašanjem, moraš reči, ne, začniva od začetka in ugotoviš, da je v bistvu izziv čist nekje drugje. No, in po moje itak mentoriranje, coaching je to, da človeku postaviš vprašanje, ne, da mu daš odgovor. Ne. Da poskušaš človeku priti do pravega vprašanja, je velikrat ta največ vredno, kar lahko daš. Če si podjetnik v nečem, nekaj delaš, verjetno o tisti stvari veš največ. Noben investitor, noben svetovalec ne bo točno tistem, kar delaš. Ampak ne veš pa, česa ne vidiš, ne veš pa, kaj mogoče še je tam okoli. Ne? To je pa tisto, kar ti spet lahko nek drug pogled odpre, nek drug vprašanje zastavlja. Vprašanja? Ja. Kdo se stavil ta vprašanje? Ne? Ja, drugače, si lahko še naprej. Drugače verjetno je, kaj imaš potem rajši, da pridejo k tebi čist na začetku, ali? Vseeno, res pač. Samo da je zanimivo, da se da o čem pogovarjati, o produktu, o marketu, o izvedbi, tehnologijah. Tehnologije so še najmanj zanimiva stvar od vsega ponavadi. No, jaz mislim, da kreativci mislijo, da so tehnologije tiste, ki so najbolj zanimive. To pomeni, da naredijo verjetno izdelek v kleti in potem mislijo, da pač obstaja trg za njih. In to zdaj, kar počnemo s temi razpisi, je ravno nekaj tazga, ne, da pač moraš ti razmišljati o tem, kdo so tvoji kupci, kako boš dal izdelek na trg. In tako, mogoče je ravno obratno od tega, kar je v bistvu v tem bolj digital svetu bolj samoumevno. Ja, ta lone genius, to je nek konstrukt, ki ga tudi mediji zelo radi delajo. Ne? Izkaže se, da pač skoraj nikoli ni resničen. Ne? Zdaj lahko tudi si postavimo, ne vem, kdo je kakšen tak Elon Musk. Pač Elon Musk ni razvil vsega tistega, tam je dobil ljudi, pa zelo veliko testiral, pa tako naprej. Ne. Ni se zaprl v klet, pa razvil baterij za Tesle ali pa raketnih pogonov. Ne vem, kakšna je taka tipična zgodba lone genius, ki je arhetip, ki ga imate. Ne. Ampak največkrat tudi, ko to slišiš na predavanje, neko, jaz sem pa to, vse si izmislil, pa tako naprej, ne, ugotoviš, da pač to je zelo poenostavitev. Ne. V resnici je 16 drugih stvari najprej poskusil, da bi kaj najdel, potem kaj nekaj najdel, rabo pa še toliko ljudi, da so pač pripeljali do realizacije. Ne. Spet, če smo prvi na mačku, in maček je bil, mislim, da 9. ideja,
ki jo je ta tim imel, ne, outfit. Mislim, da 9, prvih 8 pač ni uspel. Recimo ena najbolj popularnih, mislim, da tale, zelo popularni so bili pred časom, so že Angry Birds, ne. Mislim, da ti je bila neka 40 pa neki ideja, ki jo je un tim probal, ne, a bo delala, a bi kdo to uporabljal. Verjetno, če je cela ideja, da čim cenej probaš, ne, ampak niso se ustavili, so rekli, naslednja in ta iteracija je mogoče tak modern koncept, ne. Res ta Leonardo da Vinci, jaz bom vse naredil, pač v sodobnem svetu, ki je to kompleksen, pa ki je že toliko stvari zunaj, je zelo težko nekaj iz nule narediti, no. Ampak, če govoriš o ekipi, kako potem izgleda to formiranje ekipe, ne? Takrat, ko ste vi začeli, kako si izbiral ljudi, kako ste se formirali, kako ste sodelovali, ne? Mislim, najdeš najbolj sposobne ljudi, ki jih vidiš okoli sebe in to je to. To je prva minutina. Večino začetne ekipe pa itak potegneš iz svojega obstoječega kroga življenja. Zdaj, obstajajo tudi, ne vem, ravno zdaj pomagam organizirati ene večerje, kjer se ljudje, ki so pripravljeni na kakšne nove izzive, srečajo, da se malo pogovorijo, pa mogoče najdejo, tako matchmaking, speed dating, ampak za podjetništvo. Ampak ljudje iz različnih ozadij, ne, se pravi, tehnolog, marketing, produkt, različno, ker rabiš različne ljudi, recimo midva z Boštjanom, pa zelo različna. Boštjan je sociolog in humanist, ne? Jaz sem računalničar in imava zelo različen skillset, kje je kdo dober. Ne? Načeloma to velja za dober, se pravi, komplementarne lastnosti. Obstajajo tudi primeri pač samostojnih podjetnikov, ne vem, Jeff Bezos, pač on je sam naredil, ne, tudi to se da, ampak tudi moraš biti res klasa, ne, tudi Elon Musk v končni fazi. Drugače pa tim, ja, iz prejšnjih izkušenj, zato ker tisto, kar je najbolj pomemben v resnici je zaupanje, mislim, najbolj, poleg učinkovitosti pa tega, da se nekaj dostavi, je zaupanje, zato ker na začetku je šle stvari narobe in če ni vzpostavljenega nekega zaupanja, nekaj, kar misliš, da boš imel izdelek v 3 mesecih zunaj, bo v resnici 12 mesecev traja. In če ni zaupanja, veš, da bojo stvari razpadle. Zaupanje pa ponavadi skozi čas zgradiš, ne, zato največkrat iz neke preteklosti svojega socialnega kroga jemljaš tiste ljudi, s katerimi začenjaš neke stvari. Ne vedno, spet, zelo težko je take čist generalizacije, tako se to dela, ne? There are no rules. Ne? So pa mogoče kakšni vzorci, ki so bolj pogosti od drugih. Ampak to bolj pomeni tudi, da v bistvu svojo idejo daš nekako na soustvarjanje tudi tej ekipi, da porine dalje naprej to, kar sam ne bi mogel verjetno. Ne? Ja, načeloma ponovadi v ekipi, čim manj imaš lahko egota, tem boljše je to za uspeh neke ideje podjetja. Ne? Tisto, spet ne vem, kater general, mislim, da je en ameriški je rekel, pač neverjetno, kaj lahko človek naredi, če mu je vseeno, kdo dobi kredit za to. Ne? Tako da ja, seveda, vsi smo ljudje pod kožo, vsi smo krvavi pod kožo, to je pač del normalne socialne interakcije, egoti, neke iracionalnosti. Poskušaš pa čim bolj držati na stran, ker ponovadi to ne koristi. Ne. Je pa hkrati čisto naravno. Ne. Ja, bena umetnost. Spet govoriti je pa zelo težko o nekih pravilih. Ne. Kaj bi bilo tisto, kar zdaj, če nazaj gledate, ne bi naredili na svoji poti podjetniški? To je zelo tricky vprašanje, to je isto vprašanje,
če človeka vprašamo, kaj bi spremenil v svojem življenju, ne, izkaže se, da je to zelo nevarno vprašanje, ker karkoli bi spremenil dovolj daleč nazaj, bi imel nek tak domino efekt na drugih stvari in danes ne bi bil več on človek. Ne. Zato pač večina ljudi, ki so imeli kakšne težke izkušnje, ne, če reče, a bi bilo boljše, če ne bi imeli te težke izkušnje, ne, bodo rekli, ne, to me je naredilo trdega. Ne. Ja. 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 Z najvišjim dobičkom možnim, ne, in on te drži, da boš to naredil. Ne. Ja. Ali je to v redu? Ali bi šli danes k takemu investitorju, ki bo zelo držal, ne še pomagal? Mi smo imeli v bistvu vprašanje, če bi šli na tako recimo temu intenzivno stresno pot. No? Dve stvari. Jaz mislim, da smo imeli zelo v redu investitorje. Sploh ta glavni investitor Fred Wilson iz New Yorka. Mislim, da smo se veliko od njega naučili. Velja za enega najboljših investitorjev, ne samo po tem, da dobro vlaga, ampak po tem, kako dela z ljudmi. Recimo, no? In je tako. Ja, mislim, brez tega, če bi šel še enkrat skozi to, vedno je odgovor, ja, ker drugače bi bil nek drug človek. Ne? Isto, ni samo poslovno vprašanje to. Ne? Človeka tudi spreminjajo, ko doseže neke točke, se tudi neke nove mogoče cilji odprejo. Ne? In tisti, ki doseže, mogoče niso več isti, ki Ja, seveda, ampak to pa pol v prihodnost gledaš, ne? Kaj bom danes spremenil, kaj me danes žene drugega. Za nazaj spreminjati. Ja, danes recimo pa se ogromno z neko pomočjo startupom, nekako vzpodbujanje drugih ali pa pomoč ukvarjam in to je recimo tisto, ki daje dodatno energijo, ki pač osmisljuje stvari. Ne. Seveda, v vsakem obdobju življenja imaš drugo stvar, ki ti enako smislijo. Pa družino imam, seveda, to je tudi, kle smo to skoraj zamolčali čez cel pogovor. Seveda, to tudi marsikaj spremeni. Ne. Seveda. Ja, naravno je, da se interesi skozi različne faze življenja spreminjajo, ampak za to, recimo 20. zgodna 30. pa se mi zdi, da če ne tvegaš takrat, ja kdaj pa boš? Ne, 20. 30. Če ne misliš nekaj takrat delati, ja, zakaj pa ne, mislim, če ni boljšega časa za to. No? Da bi nazaj rekel, ne, zakaj nisem raje doma ostal, zakaj smo šli v London. Ne vem, to je tak malo čuden obžalovanje bi bil. No. Ne vem, če sem odgovoril. Kaj pa Outbrain, pa to sodelovanje s korporacijo v bistvu? To je po 10 letih tega, da si startup, kjer nikoli za več kot 1 let, pa marsikdaj tudi za več kot par mesecev, nismo vedeli, da bomo imeli še financiranje. Je to en čist drug set izzivov in je v bistvu zelo osvežujoče. Skratka, iz enega moda, kjer si v survival modu 10 let, iti v mod, kjer v bistvu si del podjetja, ki je profitabilno, ki ima čist druge izzive, pa še vedno ogromni izzivi. Strateški izzivi so veliki, taktični izzivi so veliki, integracija se pravi te slovenskega podjetja oziroma cele Zemante v to večjo korporacijo, da kulturno, da vse gre skupaj. Pač en drug set izzivov, ki so zanimivi, če ne drugega, zato ker so zelo drugačni od tega, kar smo 10 let delali in zaenkrat me recimo ne vleče, da bi šel spet direktno v ogenj nazaj. Gremo se boriti z nule. Ne boš novega startupa naredil. Lahko rečem, da zaenkrat ne razmišljam o čem takem. Je veliko bolj enostavno stati ob strani pa navijati za druge. Mogoče tudi kaj pomagati, kakšno žogo nazaj na igrišče vršiti, ampak vsaj v tej fazi je pa res, nikoli ne reci nikoli, saj se lahko zelo hitro nekako zdolgočasi izgubiš smisel, pa se odločiš drugačne. Ampak zdaj, ko govoriš o svoji poti, deluje vse zelo lahkotno, tako skoraj da igrivo, brez kakršnih koli težav. Kako je pa potekalo to nek poslovni razvoj, recimo,
glede na to, da nisi imel nekih izkušenj. Vse neprespane noči, ko smo bili zelo v težavni finančni situaciji. Ali pa v resnici to je še manj obremenjujoče, kot v resnici ljudje. Na koncu, pač vsaj zame, najbolj stresna zadeva so vedno ljudje, odnosi, ki jih pač poskušaš čim bolj handlati, ampak ne gre vse vedno po tem. In seveda imaš pač nekaj stresa na tej poti, neomejeno mnogo. Sam, če bi vsem tem govoril, pol noben ne bi šel več v podjetništvo. Ne vem, če bi bila to zelo koristna zadeva, ampak je to tisto, kar je seveda ogromno nekaj stresa, ne vem, ko ti odide ključen kader, pa 3 dni nisem spal, o tem tudi nismo govorili. Ne. Pa je pa res, ne, da spet te pa ponavljanje teh stvari tudi utrdi. Kad ti prvič nekdo, za katerega misliš, da je ključen za podjetje, odide, pa nekako stvari spravaš na pravo pot, pa se ti to drugič zgodi, se ti to tretjič zgodi, reči, ok, pač let's go, vemo, kaj je proces, vemo, da bomo tudi čez to prišli, tudi to bomo rešili. Ne? In se ti tudi spet ena zaverovanost, da na koncu boš prišel čez to. Hkrati, pa vsaj v računalništvu, pa recimo pri začetkih tega, pa recimo tudi glede na gospodarsko klimo, je eno dobro vprašanje, ki se kdo vpraša, a bi jaz šel to zdaj delati, ne? What's the worst that can happen? Ne? Zdaj v tej gospodarski klimi je tako, da je čisto za vse poklice, za računalničarje sploh, ampak tudi za ostale, relativno hitro lahko nekaj začneš delati, pa si preskrbljen. Zdaj, a je točno tisto, kar hočeš, je vprašanje, ampak relativno hitro lahko najdeš neko osnovno, nekaj, kar ti preskrbi osnovno eksistenco. In potem mogoče to lažja potem odločitev za neko podjetniško pot, ker reči, če pa tole vse gre cugrunt, ja nič, bom pa čez pol leta iskal zaposlitev, pa se jo bom v mesecu 2 zihar najdel. Ne? Je tega recimo par let nazaj, ko je bila še globoka kriza, ne, je težko kaj tazga reči. Ne? Zdaj v tem trenutku pa spet se zdi dober čas za kaj tvegati. Pa če se ne obnese, v medijih obstaja to prepričanje, da pa ti nekaj spodleti, pa si pa zavedno ožigosan. Mislim, da je to bolj medijski konstrukt, da vsaj to, kar jaz vidim okoli sebe, ljudje nimajo težav s tem, da je nekdo poskusil. Zdaj govorimo fair podjetništvo, pa če dobil investitorja, je poskusil, se je videl, da je šlo, pač ni šlo. So zaprli, je šlo noter 200,000 evrov, ampak kaj češ, pač človek se je potrudil, bo zdaj nekaj časa, ne vem, v službi ali pa takoj se naslednje zadeve lotil. Ni konc sveta. In mislim, da se je dobro tega zavedati, da ta strah pred neuspehom, da v resnici neuspeh sploh ni toliko traumatičen, ki si ga predstavljamo vnaprej. Pa sploh ne, to rad povem, ne glede na vse, kar primerjaš ZDA ali pa Slovenijo, ne ZDA kot zibelko podjetništva, imamo kle toliko nekih varnostnih mehanizmov, ki te lahko ulovijo. Od tega, da imaš ponavadi sorodstvo relativno blizu fizično, kar je že ogromno pomeni. Tam pa imaš ljudi, ki so rekli, če jaz nekaj ne naredim, jaz nimam za najemnino naslednji mesec, sem v New Yorku, nimam nobenega sorodnika nikjer in I'm over, pač ne vem, kje bom najdel za, da ne rečem za jest, ne. To v Sloveniji se ti zelo težko zgodi na tej ravni, ne. Se pravi, v resnici imamo vsaj ta baseline, in zaradi države, in zato, ker smo toliko majhni in imamo toliko blizu resnici znance, noben se ne preseli čez pol Amerike nekam, kjer nobenega ne pozna, ne, bi mogli v teoriji biti zelo nagnjeni k temu, da kaj poskušamo pa probamo, sej se bomo že ujeli, če nam ne bo uspel. Ne. Zdaj, spet, generalizacije so nevarne, ker seveda je ogromno ljudi, ki niso v tej situaciji, ampak je pa tudi ogromno, ki so, pa se je dobro zavedati, da smo v tej situaciji in da je vredno probati. Je, da Klemen Košir vsak četrtek prva skuha v firmi. Zakaj? Team building. Skratka, pač ena od stvari, ki podjetje raste, moraš kulturo nekako vzdrževati in mi smo rekli, bomo enkrat na teden skupaj jedli.
In poskušamo skozi to, da se vsi usedejo za mize skupaj, ohranjati, sploh, ki malo rasteš, ki se že ne poznajo vsi, da ne delajo vsak z vsakim, drži neko kulturo čez. V glavnem, danes boš dvakrat jedel, mislim, ta teden boš dvakrat jedel hlebno Super. hrano, tako da vabim vas v sosednjo sobo na večerjo. Evo. Super. Hvala vsem, ki ste prišli v tej ujmi. Upam, da je bilo kaj koristno. Tako da, ja.